Dober dan vsem skupaj in hvala, da ste se odzvali vabilu na predstavitev ljudske pobude Memorandum slovenskemu narodu. Slovenija je več kot država. Je dom, ki ga ne sestavljajo le meje in zakoni, temveč skupnost ljudi, jezik, zemlja in vse, kar smo prejeli od svojih prednikov. Ta naš dom ni samoumeven. Zrasel je iz poguma in dela generacij, zato je naša dolžnost, da ga ohranimo in znova prebudimo v njegovi človečnosti, kot dom svobodnih, odgovornih ljudi in naroda, ki razume, da skupno dobro nikoli ne sme poteptati dostojanstva posameznika. Danes stojimo pred odločilnim trenutkom. Ena pot vodi v podreditev, nadzor in izgubo vsega, zaradi česar smo ljudje in skupnost. Druga vodi v svobodo, pravičnost in novo prihodnost. Čas je, da se kot posamezniki in kot skupnost zavemo svoje moči, da prekinemo s pasivnim čakanjem na spremembe in vzamemo odgovornost za prihodnost v svoje roke. Z znanjem, pogumom in z dejanji, tako je v uvodu v memorandum zapisal urednik in direktor založbe Sanje Rok Zavrtanik, založbe, ki je založila tisk in izid pričujočega memoranduma. Danes bomo javnosti razgrnili vsebino te pobude, nekaj njenih točk, ki jih lahko seveda potem sami podrobneje in počasi v miru preberete, bodo predstavili nekateri izmed njegovih tvork in tvorcev. Z nami so Aleš Kravos, Nada Košir, Ivan Jurgec, Biserka Ilin in pater Karel Gržan. Pa najprej dajem besedo Alešu Kravosu, ki bo predstavil skupno izjavo vseh tvorcev in tvork memoranduma. Moram povedati, da jih je več kot vas pet, ki sedite tukaj, vsi pa so na koncu v tejle knjižici memoranduma tudi navedeni, tako da lahko preberete njihova imena. Aleš, prosim. Lep pozdrav vsem in hvala v mojem imenu in v imenu ljudske pobude Memorandum. Iskrena hvala založbi Sanje in Roku Zavrtaniku za podporo dokumentu, ki odpira in razgalja vprašanja, ključna za sedanjost in prihodnost naše družbe, ter osvetljuje smer, v katero kot skupnost drsimo, brez dovolj jasnega zavedanja, kam nas tak razvoj neizogibno vodi, če se kot družba ne prebudimo. Naj začnem povsem jasno. Ljudska pobuda Memorandum ni začetek nove politične stranke, prav tako memorandum slovenskemu narodu ni strankarski program. Dokument razumemo kot povabilo, da se skupaj vprašamo, v kakšni družbi živimo, kam nas vodi obstoječa ureditev in v kakšno prihodnost si želimo kot narod. Predvsem pa želimo, da memorandum kot odprt dokument postane vsebinska podlaga, na kateri vsak izmed nas v družini, med prijatelji, v kraju, v skupnosti, aktivno in samoiniciativno soustvarja novo pot. Ne pod našim ali katerikoli drugim vodstvom, temveč kot spodaj rastoče gibanje ljudi, ki jih povezuje skupna vizija in osebna odgovornost. Demokracija, kot jo poznamo, je postala ritual brez vsebine, saj se ključne odločitve sprejemajo mimo volje ljudi. Živimo v sistemu, kjer je oblast koncentrirana na vrhu, ljudem pa ostane zgolj navidezna udeležba. V desetletjih po osamosvojitvi smo priča razprodaji podjetij, virov, zemlje, bank in strateških sistemov pod krinko napredka in modernizacije, ki sta bila predstavljena kot pot v boljšo prihodnost. To je vodila politika, izbrana, oblikovana in vzdrževana s strani domačih omrežij moči ter tujih interesov, pogosto v tesni spregi obeh.
Ta moč izhaja iz nadzora nad kapitalom, mediji, kadrovskimi mrežami in zakonodajo, nad vsem, kar dejansko določa življenje ljudi. Politične stranke, ne glede na barvo, so zato postale zgolj orodje za legalizacijo teh interesov, ne pa izraz ljudske volje. Današnje globalne krize, vojne, geopolitične napetosti, zdravstvene panike, podnebna histerija niso naključni dogodki, temveč rezultat premišljenih procesov. Gre za skrbno oblikovane mehanizme upravljanja strahu, s katerimi globalni veliki kapital vzdržuje in poglablja odvisnost narodov ter ustvarja pogoje, v katerih se ljudje za iluzijo varnosti postopoma in pogosto prostovoljno odpovejo svoji svobodi in dostojanstvu. Čeprav se svetu prikazuje slika spopadov med vzhodom in zahodom, oblasti povsod pri lastnih prebivalcih izvajajo enak vzorec: manj svobode in več nadzora. Kapital je globalno in lokalno prevzel ključne vzvode oblasti, nadnacionalne organizacije in njihove agende uvajajo centralizacijo in nadzor, Evropska unija v našem primeru pa deluje kot njihov izvrševalec. Slovenska politika, ujeta med sistemsko negativno selekcijo in ohranjanjem moči lokalnih omrežij, je postala podaljšek zunanjih sil in navidezni politični spopadi so le preobleka načela deli in vladaj, medtem ko se resnične odločitve sprejemajo daleč stran od ljudi. Memorandum želi ta posamezna spoznanja povezati v celoto. Pokaže njihov skupni imenovalec in ponuja razmislek o novem začetku, o poti, ki temelji na svobodi, človečnosti, odgovornosti in sodelovanju. Predlagamo ponovno vzpostavitev zdrave družbene strukture, ki raste od spodaj navzgor. Iz posameznika, iz družine, iz lokalne skupnosti. Memorandum ponuja okvir za razmislek o sedanjem položaju družbe, vizijo družbe, ki spoštuje človeka in suverenost naroda, predloge za prenovo demokracije in vrnitve moči ljudem, zaščito človekovih pravic in osebne svobode, jasen koncept varovanja skupnih dobrin in pot do nove družbene etike, ki temelji na odgovornosti, sodelovanju in človečnosti. Memorandum ni končni dokument, je šele začetek. Je odprta platforma za soustvarjanje novega slovenskega soglasja za gradnjo nove, humane družbe, ki si jo želimo. Hkrati je jasen poziv k aktivaciji. Nehajmo čakati na rešitelje, ki bodo namesto nas spreminjali družbo. Začnimo delovati najprej v svojem lastnem okolju in potem širše. Povežimo se vsebinsko, ne ideološko. Gradimo nove, vzporedne strukture trenutnemu sistemu. Zaščitimo drug drugega in svoj skupen dom. In postavimo človeka, pravice in svobodo nazaj v središče življenja. Obstoječi sistem je zgrajen na napačnih temeljih, zato ga ni mogoče popraviti. Sprememba lahko pride le od spodaj navzgor iz nas samih. Rešiteljev ni, prihodnost je v naših rokah in nihče je ne bo zgradil namesto nas. Hvala lepa. Hvala lepa, Aleš Kravo, za to skupno izjavo, ki povzema vsebino memoranduma. Ne bomo predstavili danes vseh točk posameznih v memorandumu, ampak samo nekatere. In o skrbi za ranljive skupine bo spregovorila gospa Nada Košir. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Obraz družbe se zrcali v skrbi za ranljive skupine. Otroci, mladostniki, starejši občani sta dve od njih. V memorandumu, ki je tukaj pred vami, smo namenili svoja razmišljanja tudi tem dvem področjem, ki kličeta po sistemski preobrazbi. Izobraževanje mora služiti otrokovemu celostnemu razvoju, intelektualnemu, čustvenemu, telesnemu, družbenemu, ne pa ideološkemu oblikovanju, normiranju vedenja ali ločevanja od lastnih korenin. Predlagamo takšno prenovo kurikuluma, ki omogoča celovit razvoj mladostnikov.
kar pomeni, da poleg osnovnih znanj pridobijo ključne življenjske kompetence: ustvarjalnost, čustveno inteligenco, etične vrednote, zdravo samopodobo, kritično razmišljanje, spoštljiv tvorni dialog ter zmožnost sodelovanja. Izobraževanje mora temeljiti na človekovem razvoju v najširšem pomenu, kot celostnem, čutečem in ustvarjalnem bitju. Ljudje smo odnosna bitja. Družina je tisto okolje, kjer vzpostavimo svoje prve odnose, kar nas oblikuje za vse življenje. Prav družina je tisto okolje, ki oblikuje naše temeljne vrednote, in tu se vzpostavlja pristno medgeneracijsko sožitje. Demografske spremembe zahtevajo celosten in odločen odziv. Staranje ne sme pomeniti izključevanja, temveč vključitev v družbo, ki starejše spoštuje, nas varuje in nam omogoča dostojanstveno življenje. Na voljo morajo biti različne možnosti oskrbe starejših, saj so naše potrebe glede na individualno psihofizično kondicijo zelo različne. Mora pa biti na vseh področjih vodilo, da je zagotovljeno spoštovanje, dostojanstvo in ohranitev integritete posameznika prav do poslednjega dne. Hvala lepa. Hvala, Nada. Digitalizacija je nedvomno prinesla marsikaj dobrega, zato nismo ludisti, ki bi jo preprosto izključili in jo hoteli ukiniti. Vendar pa v zadnjem času digitalizacija povzroča ljudem številne težave in ne samo to, vse bolj gre v smeri totalnega nadzora, v smeri nadzora nad popolnoma vsemi ravnmi človekovega življenja. Na to pa seveda nihče izmed nas ne bi želel pristati. Ivan Jurgec bo spregovoril o pasteh digitalizacije. Prosim. Hvala lepa. Spoštovani, danes predstavljamo dokument Memorandum slovenskemu narodu, ki med drugim opredeljuje tudi pogoje za ohranitev svobodne družbe v digitalni dobi. Zdaj, jaz bi vam samo podal nekaj sporočil iz tega našega memoranduma. Pravica do zasebnosti kot temelj svobode. Prvič. Drugič. Absolutna ohranitev gotovine in zavrnitev CRBC-ja. Tretjič. Zavrnitev koncepta pametnih mest in vasi, kar pomeni preprečitev totalnega nadzora. Četrtič. Zavrnitev množičnega nadzora zasebnih komunikacij. Petič. Zavrnitev univerzalnega temeljnega dohodka. Šestič. Zavrnitev in preprečitev socialnega kreditnega sistema a la kitajski model. Sedmič. Ohranitev fizične in anonimne identitete, smo proti obveznemu digitalnemu ID-ju. In osmič. Brez svobode govora ni resnice. Cenzura je njena smrt. Naš poziv je jasen. Uporaba tehnologije mora biti usmerjena v izboljšanje kakovosti ljudi, ne pa v ustvarjanje digitalnega suženjstva. Hvala lepa. Hvala, gospod Ivan Jurgec. In še eno področje bomo danes izpostavili, ki se ravno tako kot vsa ostala dotika vseh nas in na katerem smo še posebej občutljivi. Sploh v letih po pandemiji COVID se je izkazalo, da zdravstveni sistemi, kakršne poznamo, dejansko dostikrat ne delujejo v prid človeka in človekovega zdravja. Torej, skrb za naše zdravje, vsakega posameznika in zdravje družbe kot celote je seveda zelo pomemben vidik, na katerega ne smemo pozabiti. Biserka Ilin, prosim, če nam razjasniš to polje. Bom skušala na kratko povzeti, ker je to polje precej široko, ampak vsaj nekaj poudarkov. Sprega nadnacionalnega korporativnega kapitala ter evropskih in domačih političnih struktur je ljudem in družbi ukradla svobodo, dostojanstvo ter človeka vredno življenje. Naša dolžnost je, da mladim pomagamo, da aktivno in odgovorno, solidarno in enakovredno gradijo takšno družbo, v kateri bodo videli prihodnost zase in za svoje otroke. V sedanjem sistemu so znanost in žal tudi medicina zlorabljeni ze strani različnih interesnih skupin,
ki posredno ali neposredno upravljajo z družbo. Regulatorni organi, kot so NIJZ in JAZMP, ter doktrine zdravljenja, ki se vsiljujejo zdravnikom, so nekritično podrejene nadnacionalnim organizacijam, kot so WHO oziroma Svetovna zdravstvena organizacija in tudi farmacevtskim lobijem. Zato resnično potrebujemo lastno, od kapitala neodvisno institucijo, ki bo preverjala vse te direktive, kot tudi kontrolirala kakovost in varnost zdravil, cepiv in medicinskih pripomočkov. Le tako je možno zagotoviti večjo varnost bolnikov. Slepo sledenje institucionalno vsiljenim pravilom je izjemno škodljivo. Rezultat aktualnega stanja na tem področju je v nebo vpijoč. Namreč v razvitih državah je na 3. mestu kot vzrok smrti jemanje ze strani zdravnikov predpisanih zdravil ter njihovi stranski učinki in zapleti, ki jih povzročajo. Verjetno veste, da na 1. mestu so kardiovaskularne bolezni, na 2. mestu so rakave bolezni, na 3. mestu pa so stranski učinki in zapleti zdravil. In to je neko področje, ker moramo zelo, zelo intenzivno delovati, ker ta polipragmazija, pretirano predpisovanje zdravil je nekaj, kar nas vodi daleč od tega, da bi to bilo v našo korist. Za varovanje zdravja moramo medicini vrniti človečnost in etičnost, zdravnikom moramo vrniti strokovno avtonomijo ter uveljaviti znova temeljni aksiom medicine: primum non nocere, kar pomeni predvsem ne škodovati. Spoštovanje temeljnih človekovih pravic mora biti glavno vodilo tako v družbi kot tudi v medicini. Pod nobenim pogojem in z nobenim argumentom pravica do svobodnega odločanja o posegih v lastno telo ne sme biti okrnjena ali poteptana. To pravico moramo zavarovati pred zlorabami, ki so v vseh sferah življenja sedaj agresivno in vseobsežno na pohodu. Hvala. Hvala lepa tudi Biserki Ilin. In brez duhovne podstati, brez našega duhovnega življenja, če rečem duše ali pa kakorkoli že kdo to imenuje, tudi ne moremo ničesar narediti. Ali pa je to naše delovanje zgolj okrnjeno v neko pragmatično početje, ki nima v sebi tiste človečnosti, ki je po moje potrebna za to, da se v družbi lahko stvari začnejo premikati. Ker to, da je treba nekaj premakniti, tega se nekako vsi zavedamo. In zato bi morda, Karli, tebe, pater Karel Gržan, prosila za eno tako podporo v smislu duhovnega vidika naših prizadevanj. Kaj je tisto, kar lahko storimo na tem področju? Vsak pri sebi in v naših skupnostih. Lep pozdrav vsem. Naši davni predniki so vedeli, da ima vsak človek, torej slehernik, kraljevsko, preroško in pa duhovno poslanstvo. Mi smo vsa ta dostojanstva, ki so last slehernika, predali nekomu drugemu, torej kraljevsko nekim, ki so našemljeni v kralje, preroško morda nekim filozofom, ki nam razlagajo, kako naj pravilno mislimo, sodobno mislimo, prebujeno mislimo, in duhovno poslanstvo smo predali nekim religioznim predstavnikom. Vidimo, situacija v svetu nam kaže, v kaj so nas zapeljali. In situacija v svetu kriči, naj se vendarle ozavestimo in vzamemo nazaj predana dostojanstva in jih uresničujemo. Kraljevsko, preroško in pa duhovno. Uresničujemo jih v tistem dostojanstvu, ki so ga naši predniki, Slovenci, znali udejanjati v praksi. Vsak se je zavedal, da je pomemben. Ni bilo molčečih, nesodelujočih, ampak so sedli v krog in so drug drugemu
pripovedovali, govorili svojo osebno spoznavno resničnost. Niso bili ujeti v ideologijo resnice, ne? Nas so ujeli v ideologijo resnice in nas polarizirali. Fantastični recept, da nas skregajo, da energijo, ki jo ima narod v sebi, izničijo. Oni so sedli v krog in drug drugemu pripovedovali svojo osebno spoznavno resničnost, da so si pomagali misliti naprej, da so drug drugemu odpirali horizonte bolj žlahtne človečnosti. Memorandum vabi, da se povrnemo k temu pozabljenemu dostojanstvu, da se ozavestimo, kajti sedaj še imamo priliko, čeprav mogoče lovimo zadnji vlak, pa vendarle ga lahko ulovimo. Ni čas, da molčimo. Najmanj je čas, da predajamo pooblastila tistim, ki tega niso vredni, ker so potrdili, da tega niso vredni. Torej, da, kot je rekel Aleš, da iz baze, iz malih skupnosti kreiramo novi svet, ne. Človek, veste, ima tudi to kreativno moč, ne. Pravijo strokovnjaki s področja kvantne fizike, 16–17% ljudi, Andrej Detelov to pravi, se mora ozavestiti, se mora prebuditi, vzeti nazaj kraljevsko, preroško in duhovno poslanstvo, se usesti v krog in kreirati alternativo. Verjamem, da bo ta memorandum dal dovolj materijala, da bomo imeli izhodišča za razmislek in da bomo družno mislili naprej. Da bo Slovenija res narod, kjer bomo nadaljevali, kjer bomo naprej rasli iz korenin, pomembnih korenin, ki so nam jih zapustili naši predniki. Hvala. Torej, izhodišča memoranduma, njegove točke smo razgrnili, ne v celoti jih boste prebrali sami. Aleš, kot ste rekli na začetku, gre samo za izhodišča, to ni nič zabetoniranega, tukaj se lahko stvari dopolnjujejo, razvijajo z novimi zamislimi, z novimi idejami in prispevki. Na kakšen način si lahko obetamo, da bo to seme, ki ga sejemo, usklilo in obrodilo? Veste, kako v Sloveniji obstaja v zadnjih letih ogromno izjemno pozitivnih iniciativ, ki naslavljajo prave probleme. Morda nekatere, jaz temu rečem, posamezno drevo, morda nekatere celoten gozd, ne. Težava je, da vedno skupnost išče rešitelja, ki jih bo popeljal na to pot, ne. In zaradi tega velikokrat prihaja tudi do težave nesporazumov med temi voditelji, ki mislijo, da morajo popeljati narod preko vode, ne. Potrebno bo začeti te voditelje raje poslušati po vsebini in se združevati na vsebinskem nivoju. Naša pobuda je, da zgodbo memoranduma predajamo po različnih regijah Slovenije, knjižnice, okrogle mize in tako naprej, in s tem spodbujamo te lokalne skupnosti, te posameznike, te voditelje s svojim krogom ljudi, da začnejo na istih vsebinskih osnovah enostavno prebujati ljudi v neko skupno misel, ki potem lahko adekvatno vodi upor proti zgodbi, ki nam jo v tem trenutku peljejo. Bi zastavila še eno podvprašanje, mogoče je odgovor nanj preveč kompleksen, ga poskušajmo na kratko dati, in sicer, zakaj se ob podobnih pobudah ali pa ob tej pobudi, se bo to prav gotovo tudi zgodilo, a ne, bo prišlo do diskreditacij posameznikov, do različnih poimenovanj, nihče pa se, ne nihče, ampak večina bo povsem zanemarila vsebino, ne. Zakaj se recimo tisti, ki imajo v rokah oblast, ali pa tisti, ki imajo v rokah pod navednicami resnico, torej mediji, tako izogibajo vsebine in se takoj osredotočijo na diskreditiranje tistega, ki to vsebino izreka, redko kdaj ali skoraj nikoli pa o tej vsebini ne izrečejo nič. Zanimivo je, da
praktično vse te ljudi, skupine in tako naprej razporedijo v segment teoretikov zarote, nekatere proglasijo celo za nore in tako naprej, a ne. Seveda, ker mainstreamu ni vsebina važna, oziroma jim je vsebina tista, ki jim je nevarna v principu v tej njihovi poti, a ne. Je pa res, da bi morale tudi vse te skupine, ki zadnja leta delujejo na področju, razmisliti o svojem načinu podajanja vsebine, ki je iskrena, ki je krasna in vse, ampak enostavno potrebno se bo včasih tudi vprašati, zakaj niso dosegali več ljudi. Zakaj ljudje niso našli njihove vsebine, ampak so se vedno zataknili samo na osebni diskreditaciji, a ne. Tako da jaz mislim, da je tukaj naloga tudi na vseh nas, ne, najti ta pravi način, da dosežemo ljudi na pravi način. Ne bomo preveč vlekli tele naše predstavitve, kajti njen osnovni namen je vendarle ta, da smo predstavili memorandum in naslednji korak je, da ga preberete. Hvala vam, ker ste prišli, hvala vsem, ki so memorandum predstavili in srečno skupaj naprej. Hvala.